Izteka se prvi teden priprav in vijoličasta zasedba v Turčiji je popolna. V družbi klubskih soigralcev so znova tudi vsi udeleženci reprezentančnih akcij. Jasmin Handanović, Aleksandar Rajčević, Goran Cvijanović in Robert Berić so ob zgodnjem začetku tekme med Slovenijo in Bosno uspeli ujeti nočni let Ljubljana-Carigrad-Antalija, tako da so ob mestnem čakanju v letališki zgradbi že zjutraj dopotovali v Belek. Mi smo se najprej v hotel preobleči in potem so nas odpeljali do letališča in mislim, da 10 pred polnočjo smo imeli že let do Istanbula, kjer smo 3 dobre ure čakali in evo nas, ure 7:30 pa smo tukaj. Tako nekako smo se ulegli, ker smo videli vse ostale, da nekako ležijo, smo se jim tudi mi pridružili. Eden je nekako bil na straži, tako da glede stvari, tako da ja, smo se nekako zorganizirali. Vlogo stražarja opreme ob čakanju na let proti Antaliji je prevzel Robert Berić, ki je dobil med potovanjem posebno nalogo. V bistvu nisem mogel zatisniti oči, ker sem bil najmlajši in sem mogel stražiti robo v Istanbulu, tako da nisem mogel kaj preveč spati. Handanović je ob prihodu v turško pripravljalno bazo prevzel klubsko opremo brez novih tekmovalnih minut. Cvijanović in Berić sta povečala število reprezentančnih nastopov na 3 oziroma 2. Rajčević pa je dočakal premiero v majici z državnim grbom. Sem sigurno vesel za ta prvi nastop. To po mojem vsak nogometaš sanja, pa za ta igra za svojo reprezentanco. In meni so se zdaj uresničile sanje, tako da sem zelo vesel in upam, da bo še kakšen nastop. Vrnitev zdaj tudi reprezentančnega branilca med znane obraze je bila pospremljena z nasmeški. Soigralci ga niso pozabili spomniti, kaj to pomeni. Je zadeva interna, pač zmenjeni smo, da vsako prvič nastopi mora prinesti torto v klub, tako da bojo fantje dobili ob prihodu v Maribor, bodo dobili torto seveda. V četrtkovih večernih urah pa je prek Skopja in Carigrada v vijoličasto bazo prispel še Agim Ibrahimi, strelec zadetka za Makedonijo proti Danski. Zadetka, ki je izzval precejšnjo pozornost in se takoj razširil po svetovnem spletu. Ja, mislim, da prodor, ta akcija je bila lepa, ker gol pač mislim, da sem dal še lepših golov kot tam, ampak kar se tiče prodorov do gola, pa je bilo res lepo, izjemno. Videl sem prazen prostor in sem rekel sam sebe, da lahko grem do konca in tako je bilo pač, mislim, da je bil lepi gol. Po spretni akciji je bil najboljši makedonski nogometaš leta 2012 deležen številnih čestitk, a jih je odmislil s tem, ko je sedel na letalo za Turčijo. Misli se preusmerjajo, v ospredju je spet le NK Maribor. Zdaj je zasedba na treningih popolna in za 26 nogometašev v vijoličastem se začenja novo poglavje turških priprav.